Komu ni razumljivo, ne dvigne roko? Saj nekaj razumem. Udeleževati se je vredno vseh seminarjev in predavanj. Ja, tudi na predavanjih marsikaj povejo za izpite. Pa dosti koristnih informacij za najino smer, se pravi za predšolsko vzgojo. Če hodiš na predavanja, mogoče dobiš neko širino, ki jo ne dobiš drugje. Ne samo, da je za izpit fajn, ampak tudi za naprej, za tvoj poklic. Ker pač jaz sem vzela umetnost in oblikovanje in včasih mi bolj paše, da delam sama. Ja, jaz v bistvu ta hip hodim na vsa predavanja in vaje sicer, nisem pa vedno, ker zdaj me zelo zanimajo stvari. Se mi zdi, da mi predavanja pa vaje nekaj dajo. Sem pa že imela kakšne predmete, kjer pač se mi ni zdelo, da nekaj res pridobivam od njih in se mi ni zdelo vredno iti. Ja, jaz sem istega mnenja, čeprav sem prvi letnik, pa še malo ne vem, kakšen je sistem. Kaj pa vem, na nekaterih sem zaznala, da mogoče bi lahko doma hitrejš kaj predelala, mogoče kaj več zraven, kakor pa odnesla od samih predavanj. Ja, točno to. Jaz sem tudi pogruntala, da določeni predavatelji vsakrat delajo, berejo iz PowerPointov in v bistvu to lahko delam tudi sama doma, če se hočem posvetiti. Ali si je smiselno delati lastne zapiske za vse predmete? Dejansko se lažje učim iz svojih zapiskov, kakor od drugih, že zaradi pisave pa tega. Pa tudi zato, ker dostikrat te zapiske, ki jih odkot dobiš, pač so, ne vem, neke stare stvari, mogoče zdaj profesor kaj spremenil, si je kak sošolec kaj narobe zapisal. Jaz recimo sem dobil že zapiske, ki je za nalač nekdo spremenil v napačne informacije, tako da pri določenih predmetih se mi zdi, da je toliko ene snovi, da je težko vso snov dejansko zajeti. Pač v tem času, ko profesor razlaga, da si sam pišeš. Recimo tako, kot je rekel Gašper, jaz isto lažje poslušam, pa pol, če profesor da PowerPoint oziroma karkoli se iz tega učim, ne? Ja, to je to. Želim si opravljati poklic, za katerega se šolam. Me ful zanima, v bistvu, na kak način se podaja snov v šolah. Pa mislim, tudi bi rada spremenila to, da bi učenci radi hodili v šolo, da ne bi bilo da s takim odporom hodili v šolo, da bi radi hodili v šolo, pa da bi tudi odnesli nekaj od pouka. Ja, jaz pa drugače nisem ziher, sem ostala, ker pač je tudi, mislim, bi delala to, ampak sem zdajle še malo tako, kaj pa če je še kaj drugega, pa bi res to, a sem ziher. Je definitivno to nekaj, kar si želim početi, ker obožujem otroke, sploh mlajše, no, tako da se mi zdi to nekako moje poslanstvo. V življenju je vedno kup enih zadev, ki bi rad počel in to je rečemo nekaj najbližje k temu, kar bi rekel, da je. Bi res rada to delala, sem pa šla v bistvu na inkluzivno, ker se mi zdi, da rabim še dodatno znanje. In jaz študiram umetnost in se mi zdi dream come true, če lahko pač samo delam umetnost. Umetnost je pač širok pojem, tako da točno specifično vizualnih ne bi šla naprej. Mislim, ne bi jih to bila nekaj drugega v umetnosti, to pa to ne. Umetnik v svetu je težko spet. Je težko biti. Ne samo spet, pač težko je. Težko biti. Mislim, jaz sem na predšolski zadnji letnik, ne delam faksa z odporom, zdaleč od tega. Ampak, ne vem, sem bila že prej na vzgojiteljski, pa se mi zdi, da z dneva v dan tako se manj čutim za iti v vrtec, ne vem. Tudi na praksi sem dobila informacijo od vzgojiteljic, da naj se usmerim še kam naprej, ne grem še raziskovati, ker biti 40 let na enem in istem delovnem mestu rata malo naporno, no, sploh zdaj, ker je ful problema s starši in papirologijo in vsem tem in sem se malo ustrašila in ja, mislim, vsak starš za svojega otroka hoče najboljši in misli, da ima takrat prav, ampak kar se mi učimo, je pol zelo težko tudi prenesti v prakso in ne
Jaz mislim, da je to pač en aspekt pedagoškega dela, zdaj če je to v vrtcu ali v šoli. In pač se moramo to tudi naučiti delati starši, kako k njim priti blizu, to oni na koncu isto želijo dobro za svoje otroke in si želijo tudi oni verjetno pomoč tu vse na nekem nivoju. Se mi zdi, da v tem roku, kolikor smo mi časa tukaj, se pravi 2 meseca, še zelo težko vidiš, a je to to ali ne. In sem tudi mnenja, da dejansko nikoli nisi čist ziher, a si zase zbral to pravo smer ali ne. Ker recimo jaz se tudi še ful iščem, ker me ogromno stvari zanima. In po mojem tudi, če bom ostala tukaj, da ne bom čist prepričana, a je to to. Jaz bi rekel, da vam bo največ pokazala praksa. In na praksi pa vidiš, a si ali nisi. Skodočaš ful bojico do konca in boš pa zaključil program in boš šel pa nekam drugam, tako kot recimo sem jaz naredil, ali pa boš že iz štarta nekaj drugega začel. Menim, da me fakulteta dobro pripravlja na področji poklic. Ja, jaz bi rekel, da ja. Fakulteta v prvi vrsti bi rekel, da neko teoretično osnovo, ki jo moraš imeti, da lahko sploh dejansko upravljaš nek poklic. Največ ti da pa praksa. Ja, jaz se strinjam. V Gašperjem, recimo prej, ko sem bila na vzgojiteljski, sam na srednji šoli smo dobili ene osnove, zdaj smo pa na fakulteti to ful razširili. Je pa res, da nekaj pomanjkljivosti je v smislu, da nas ne učijo kakšnih stvari, ki bi jih nas lahko, ker vemo, da bojo pol pri poklicu, da jih bomo rabili in te stvari te pa pol dejansko sodelavci naučijo, njih so pa naučili predhodni sodelavci. Stvar, ki se mi zdi drugače, da dosti bolj manjka, zato jaz nisem ostala, da nas dobro pripravijo na poklic, je to, ne vem, dosti več znanja o otroški psihologiji, sociologiji, čisto tako o otroku, da bi vedeli, znali prepoznati, kaj potrebuje. In to se mi zdi, da dosti bolj manjka kot neko znanje o tehnologiji. Menim, da je velika večina mojih sošolcev primerna za poklic, za katerega se izobražuje. Tako, kakor jih vidim, pa kakor se pogovarjamo, pa ne vem, slišim pri raznih predavanjih, kako govorijo, se mi zdi, da pač so velika večina primerni za to. Ja, jaz bi se kar strinjala, zato ker je absolutno premalo časa smo skupaj, da bi se res vsi spoznali med sabo, pa bi vsi res vedeli, ampak ja, kakor sodelujejo pri predavanjih, pri vajah. Mislim se, kdo sem zdaj skleda sodim, kdo je, kdo ni, pa tudi večina jih sploh nisem videla dejansko v vrtcu, ne. Ja, jaz za prejšnjo stopnjo mogoče ne bi rekla tega, za predšolsko. Nas je bilo tudi res dosti, tako da mala možnost, da bodo vsi primerni. Ampak zdaj na inkluzivni pa se mi zdi, da res večina sošolcev je res zagnana, razmišljajo svojo glavo, se vključujejo v debate, jim je mar, tako da se mi zdi, da ja. Se mi da to malo pogojeno za zrelostjo. Pač ti pri teh letih, ko se vpišeš na magisterij, približno že veš, a je ali ni in ti lahko dejansko razmisliš, a je prav, da počnem to ali ne. Pač zaprej, ko sem hodil še pa na razredni pouk, pa bi rekel, da ne, polovica, mogoče malo manj, da definitivno da ne. Tudi vem za nekaj primerov, ko delajo v šoli, pa bej, da funkcionira, ampak jaz si ne bi nikoli v življenju mislil, da je to mogoče za določene ljudi. Meni se zdi, da je ful težko delati z otroci in se mi zdi, da dosti ljudi se ne zavedajo, kako je to pač tako ena delikatna stvar delati z otroki in meni se zdi, da te ljudi so pač nekako odprti in imajo pač ta stik. Se mi zdi, da dosti od njih so okej, da to delajo kot poklic, ampak ne vem, koliko bojo dobri. Ja, jaz iskreno si še nisem ustvarila mnenja, no. S tokimi, ki sem se pogovarjala, ker tudi od njih sem dobila mešana mnenja, nekateri se vidijo, nekateri še sami ne vejo. Jaz bi v mojem razredu bi zaupala pač vsem. Meni so zidanje tudi ostanejo, pač, če so že prišli tako daleč, pač nabijo še diploma, pa pač grejo podelati vrtec, ker je pač tako prinašlo, ne. In zdaj, koliko bi jaz s njim dala otroka, niti ne bi. V nastopu večinoma se vidi, da iz nastopa lahko ti po večini rečeš sošolca, je tako pa tako v vodu. Ok, recimo imaš slab dan, narediš kiks, ampak tam ti vidiš, a je nekdo za to delo ali ni.